Ja, raven teh tenzij, ki se širijo po socialnih omrežjih, je problem, ki ga moramo nasloviti, ker stopnjevanje tovrstnega jezika hitro pripelje do naslednje stopnje, do fizičnega nasilja. In v tem pogledu mora narediti vsak, kar je v njegovi moči, da to prepreči. Je pa to naš skupni projekt. Skupni projekt, kjer mora v bistvu politika z zgledom kazati tudi naprej, da se da. Torej, da se da sodelovati, da se da pogovarjati. Ampak, gospod Logar, 23 let ste že v politiki, ste prej dejali, naštevali ste funkcije, kjer vse ste bili, torej zelo dobro poznate tudi osebnostne lastnosti naših vodilnih politikov. Ste pripravljeni tudi vi v vaši stranki prevzeti odgovornost za to ozračje? Oziroma, zanima me konkretno, kaj menite o načinu komuniciranja vašega predsednika, gospoda Janeza Janše? Jaz sem že večkrat rekel, da mi je vsaka ostra komunikacija prek socialnih omrežij tuja. In zato sam nikoli nisem uporabil nobene ostre besede, ker menim, da mora politik na nek način, če hoče spremeniti, v bistvu delati z zgledom. Skratka, kot svoje ravnanje mora biti zgled drugim. In v tem pogledu mislim, da kot predsednik republike, ki striktno pazi, da je spoštljiv do vseh, da posluša vse, da vodi spoštljiv dialog, lahko bistveno vpliva na to, da se te strasti pomirijo. Tudi zato sem sam v svoj program uvrstil formalizacijo foruma vrha slovenske politike, kjer bi kot predsednik republike vodil ta dialog z vsemi ključnimi vodilnimi po vseh ključnih institucijah upravljanja države, hkrati pa tudi z vodji poslanskih skupin in z predsedniki strank, ki sedijo v parlamentu. In ena od forumov, kjer bi to vprašanje sovražnega govora in te nestrpnosti naslovili, je tudi konvencija o prihodnosti Slovenije. Ena od pomembnih tem te konvencije bi bilo tudi vprašanje tega spoštljivega dialoga. Ampak, gospod Logar, bom kar se zaustavil, zakaj tega dialoga niste sprožili že znotraj vaše stranke? Vi ste pravzaprav eden najbolj perspektivnih članov SDS-a, predsednik sveta stranke, zunanji minister. Dejansko tudi vi nikoli ne nastopate na tak način, ampak zakaj niste znotraj stranke sprožili tega dialoga in dejansko sedaj izpade, kot da so te izjave predsednika Janeza Janše tudi v teh volitvah kot nekakšen minski kamen na vas in pravzaprav vas močno ovirajo tudi v tej predsedniški tekmi. Ampak sami ste pravilno ugotovili, da sam vedno uporabljam spoštljivi dialog. In tudi sam, to vam bodo vsi, ki me poznajo, zagotovili, da tudi vedno apeliram na spoštljivi dialog. Ste tudi znotraj stranke? Seveda. Pa torej niste bili uspešni? Ja, to ne poceni vsak sam.